Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes nam bo družbo delal Rožle. Samorogec. Tisti, kateremu se barva grive spreminja glede na njegovo počutje. Tole je Rožle, poglejte. Majhen samorog, podoben vsem drugim. Morda pa tudi ne. Včasih je Rožle veder. Včasih ni veder. Včasih je jezen. Včasih ga razganja od veselja. Včasih je ljubosumen. In vse to so čustva. Rožle občuti različna čustva, prav tako kot ti. Rožle ima nekaj čarobnega. To sta njegova griva in rep. Ko se počuti dobro, sta mavričnih barv. Vsako čustvo, ki ga prevzame, ima moč, da spremeni njuno barvo. Kako se danes počuti Rožle? Dobro. Rožletova griva in rep sta mavričnih barv. V njegovem srčku sije sonce in pojasnil nam bo, zakaj. In kako se danes počutiš ti? Zelo dobro? Dobro? Še kar? Ne preveč dobro? Slabo? Zelo slabo. Zakaj se Rožle počuti tako dobro? Zjutraj se je prebudil dobro razpoložen. Hura, danes ne gre v vrtec. Lahko bo počel, kar bo hotel. V miru bo pozajtrkoval, se klatil po okolici, sanjaril, se igral. Morda pa se drugi družinski člani ne počutijo tako dobro. Rožle z zanimanjem opazuje dogajanje doma. Res, babica, mamica in očka niso tako zadovoljni kot on. Ko se počutimo dobro, je čas, da pomislimo tudi na druge. Rožle je odlične volje in si želi, da bi se drugi družinski člani počutili prav tako dobro kot on. Kako lahko z uporabo sofrologije podelimo srečo z vsemi okoli sebe? Kako z dihanjem podelimo srečo z drugimi? Zaprimo oči. Zamislite si, da je vaš trebušček poln pisanih zvezdic sreče. Vdihnite skozi nos in napihnite trebuh. Zadržite dih. Večkrat v pasu zasukajte zgornji del telesa ter glavo in roke naprej z leve na desno in nato še z desne na levo. Pri tem si zamislite, kako trosite okrog sebe zvezdice sreče. Počasi izdihnete skozi usta in pri tem spustite roke ob telo. Bodite veseli, ker lahko delite svojo srečo. Vajo ponovimo 3-krat. Potrebne so namreč 3 ponovitve, da lahko podelimo vse zvezdice sreče. Zdaj smo pripravljeni, da razširimo veselje in zadovoljstvo na vse okrog sebe. Rožle pogleda naokrog. Kdo bi rad občutil malo zadovoljstva? Opla, babica je izgubila očala. Rožle ji priskoči na pomoč pri iskanju. Oh, poglej, babi, na glavi jih imaš. Babica je vesela in se zahvali vnučku, saj brez očal zelo slabo vidi. Rožle še naprej opazuje, kaj se dogaja okrog njega. Očka je zelo zaposlen z opranim perilom. Rožle si reče, da bo vdvoje lažje. Perilo mu pomaga obesiti na vrtu. Hvala, moj veliki pomočnik, se mu zahvali hvaležni očka. Mamica je videti resnično razburjena. Prevrnila je kozarec in voda iz njega se je polila po pisalni mizi. Rožle ne more ničesar spremeniti, toda krepak poljubček ji bo gotovo dobro del. Pri tem se mamici na obraz vrne nasmeh in spet je zadovoljna. Hvala, Rožle, ti si moj srček, mu nežno šepne na uho.
Rožle je svoje dobro počutje prenesel na babico, očka in mamico, tako da se je z njimi pogovarjal in pomagal in jih poljubkoval. Zelo je zadovoljen, da jim je lahko podaril zvezdice sreče. Rožle se počuti res dobro, celo bolje kot zjutraj. Je zadovoljen. Zdaj so vsi dobre volje, celo ljubka Pika Polonica, ki jo je našel. Ko deliš zvezdice sreče, tudi ti čutiš srečo in zadovoljstvo. Takrat občutiš ponos. Vedno je dober občutek, ko pomagamo drugim in ko smo do njih dobri in prijazni. Zdaj pa je čas. No, zakaj je čas, da vas slišim? Kaj pravite? Da oči zapremo. Kaj potem? Z dekico se pokrijemo. In kam teto Diano skrijemo? V srčka, kaj ne? Vi mene skrite v svoje srčke, jaz bom vas skrila v svojega. Lahko noč, malčki moji. Objen, poljubček in sladke sanje.